Živijo. Tako. Lejte, se po mojem imate dosti ene vlade, ker predvidevam, da neče rabite zazvijati pol za filter. Tele imate malo, kako se treba razvrščiti, če slučajno do nesreče pride, da veste, kako malo zaveščemo. Prav, da se treba mikati levo, desno, da po sredini naredimo pas, ker samo pas ni za gasilski kamion, ki je preoski. Vsi mislijo, da bo gasilski kamion tele še vsak tam ne more iti. Mene zelo veseli, da je Dars nam prisluhnil takoj v prvi vrsti, Agencija za varnost v prometu, in skupnimi močmi, ker so tudi stroški povezani s takimi akcijami, smo danes uspeli pripraviti tole. Moja izkušnja, naša izkušnja, pravzaprav teh izkušenj je več. Sploh med majem pa septembrom, ko so naše avtoceste čisto prepolne, se dogaja v vsakem zastoju, se ljudje ne razvrščajo pravilno. Tudi zaradi tega smo prišli do tega, jaz osebno sem prišel do tega, odprl sem Facebook stran, na kateri objavljam posnetke tako iz službe kot strani intervencij prostovoljnih gasilcev. Sodelujejo še drugi gasilci, absolutno pošiljajo fotografije, video posnetke in to ljudje grabijo in grabijo in grabijo. Jaz probam ljudi učiti, da pod komentarji ne pljuvajo, ampak se sami pri sebi zavedajo, da moramo spremeniti stvar na boljše, da spremenimo to. Ne samo pljuvati, ne samo grajati, treba je delati na tem, da spremenimo. Ker prej poslej se nam lahko zgodi, da bomo sami odvisni od tega reševalnega pasu. Absolutno res. Naprimer, tudi če gledamo z materialnega vidika, če je samo počena pnevmatika na cestišču, je v bistvu vsem nam, tudi ko smo v zastoju, stojimo v interesu, da se avtocesta čim prej sprosti. Zato naredimo reševalni pas, grejo vzdrževalci, poberejo pnevmatiko in je stvar zaključena hitrej. Kar se tiče življenj, absolutno, vsaka sekunda šteje, minuta, ko nam srce ne utripa, pomeni 10% manj možnosti za preživetje po uspešnem oživljanju, če uspe, in to je pa tisto. Rešujemo življenja, če samo volan obrnemo na levo, če smo na prehitevalnem pasu ali pa če smo na voznem desno. No, Slovenci smo že kar dosti dobro seznanjeni, vendar ko pride nek tak trenutek, v tistem trenutku pozabimo. Zelo pomembno je že, da je tisti prvi del, ko zaslutimo oziroma opazimo, da se promet že majčkeno zgošča, je že zelo pomembno, da se že takrat postavljamo, ker nikoli ne vemo, ali se bomo res ustavili ali bo promet stekel. Tudi če ne vemo, kaj je na drugem koncu. Tako, tudi če ne vemo, kaj je, ampak če se promet zgošča, da je že hitrost, rečemo iz 130, kar naenkrat se potem znižuje, pa je 120, pa 100, pa mogoče 80 ali pa celo 60, kar je že nevarnost ali pa pomisel, da res lahko pride do zastoja. In seveda, če smo že takrat v pravi poziciji, če smo na levem pasu ob levem robu, desni pas ob desnem robu, je že samodejno postavljen ta reševalni pas. In če se ustavimo, je vse urejeno. Veste, zakaj smo tukaj? Pasa? Tako, varimo pas, ko vidim, da ga se hoče. Danes so tukaj kakšen letak, da se ste malo pogledali, pa srečno pot. Kakšen je odziv na to akcijo osveščanja o pomembnosti reševalnega pasu? Odziv je zelo pozitiven. Moram reči, da tudi domači vozniki so že zelo dobro seznanjeni, nekateri so presenečeni nad tem, kako se morajo razvrščati, velika večina jih pa že ve, medtem ko pa tujci, predvsem Avstrijci, pa vsi pravijo, da zadevo že zelo dobro poznajo. Predor ima rdeč semafor. Če vidiš rdečo luč, se moraš ustaviti. Ker si noter, pa najboljš, če vidiš, da je panika, pustiš avto, pa tečeš, moraš pa vedeti, v katero stran veter piha, da ne šel kontra, pa kje je požar, pa vse te stvari. V Evropi ta del ni ustrezno urejen, se pravi, da so različne tako tolmačene, kot tudi seveda neka pravila in preko Avtomoto zveze smo mi že opozarjali na to, tako da nekje računamo, da se bo slej ko prej to moralo zgoditi, da bo res poenotenje tega načina, da bojo vsi, ne glede kje se nekdo pojavi ali mi v tujini, ta način jasen, ker je ravno ta tisti pomemben del, da potem ne prihaja do nekih nerazumevanj, do napačnega obnašanja, seveda vse to pa povzroči potem, da so same težave na cesti.